Danes bom govorila o neprecenljivem bogastvu. Neprecenljivo bogastvo. To sta dve besedi, na katere si moramo sami odgovoriti, kaj nam pomenita. Pa bi vprašala Mihaela, kaj za njega pomeni neprecenljivo bogastvo. Prosim, Mihael, a lahko poveš, kaj je zate neprecenljivo bogastvo? Lepo prosim. Ja, a nisem jaz danes že kar precej Ja, govoril? ampak boš pa še povedal, kaj je zate neprecenljivo bogastvo. Jaz se vsekakor strinjam s svobodo, Ja? duhovno in fizično svobodo in svobodo na tem kozmosu, prepojeno z ljubeznijo, razumevanjem, odpuščanjem in deljenjem novega življenja. Ko enkrat to imaš, si svoboden in širiš svobodo in ljubezen, ko si povezan z vesoljem, zemljo, Bogom in ljubeznijo, se mi zdi, da to je največje in neprecenljivo bogastvo. To je moje mnenje. Čudovito. Hvala lepa. Bi prosila še našo Tanjo. Tanja, prosim, pridi. Evo, imamo tukaj čudovito članico društva Belis. Izvoli, Tanja. Prosim, zaupaj nam, kaj je zate neprecenljivo bogastvo. Hvala lepa. Zame je neprecenljivo bogastvo vera vase. Da vem, kdo in kaj sem, in da vem, da se lahko samo na sebe zanesem in da vse, kar želim, da se spremeni v svetu, se prične s spremembo v meni. Čudovito. Hvala. Najlepša hvala. Bi pa prosila še Edna. Eden, pridi, prosim. Dovoli mi, da tudi tebe prosim, da podeliš z nami to besedo neprecenljivo bogastvo. Kaj tebi pomenita ti dve besedi? Najlepša priložnost, ki jo imamo zdaj na svetu, na zemlji, je zadnje utelešenje Višnuja, drugi prihod Kristusa skozi nas vse, skozi naša srca, to spoznanje, ko se dogaja, torej, ko se človek zbudi in ko spozna. In ta kreacija, ki jo zdaj skreiramo skozi vse nivoje zemlje in vesolja, kaj lahko naredimo. Super. Hvala lepa. Tukaj imam še en izziv, bom imela. Naša Teja, prosim. Dovoli mi, da te vprašam tudi tebe. Kaj pa tebi pomeni beseda neprecenljivo bogastvo? Meni je neprecenljivo bogastvo vse narava, čudoviti zvoki, čudoviti pogledi, čudoviti ljudje okoli mene. Jaz se tukaj med vami zelo neprecenljivo v bogatem svetu počutim in to, da lahko tudi sama kreiram stvari in da bom rekla, navznoter čutiš zadovoljstvo, umirjenost, ki ga zdaj tako potrebujemo. Najlepša hvala. Evo, imamo tukaj še Jožeta. Jože, prosim. Upam, da si že se vprašal, ker si vedel, da te bom poklicala. Prosim, zaupaj nam, kaj pa tebi pomeni beseda neprecenljivo in beseda bogastvo. Bogastvo je za človeka ne materialno bogastvo, ampak bogastvo, ki ga nosiš v sebi, ki ga deliš med druge ljudi in tako se najbolj osvobodiš samega sebe in mislim, da je to kar veliko bogastvo. Delati za dobrobit večine ljudi, in čeprav delaš, to se kmalu vidi, ker te imajo ljudje potem radi, te sprejemajo in to mislim, da je največje bogastvo, da imaš rad naravo, ljudi, živali in da delaš v dobrobit vsem tem, da
bo svet še en čas obstajal. Ne? Ker svet obstaja zaradi dobrih ljudi, ne zaradi slabih. In mislim, da je nas več dobrih. Najlepša hvala. A dovolite člani, ki nas poslušate na Zoomu, da prosim še tiste, ki ste še na Zoomu, da kdo pove, kaj pa njemu pomeni beseda neprecenljivo in beseda bogastvo. Lepo prosim, če mogoče se kdo kar sam javi. Jaz bi prosila tebe, Miha Berčič, če se še enkrat javiš danes in nam poveš, kaj je zate neprecenljivo bogastvo. Lepo prosim, Miha, če si na liniji, bom zelo vesela, če podeliš z nami svoja spoznanja. Ja, živijo sem. Zdaj sem pač na računalniku, ko smo pogledali tale film, tudi iz kamere gor nimam. To je ena zelo velika prednost, ki se ljudje ne zavedajo. Saj je neka digitalna zadeva, kjer ni nekega kanala, ki zajema informacije pa futra, ogromne baze podatkov, na katere spuščajo potem algoritme. Tiste, ki jih poznamo, pa tiste, ki jih sploh ne poznamo, ki so dosti bolj napredni. Zame je neprecenljivo bogastvo, da lahko pogledaš v sebe, pa lahko vse, kar je zunaj tebe, vprašaš prek svojega notranjega vzgiba, a to tebi služi. Ni važno, ali je res, ali ni res, a to tebi služi. In če znaš to vse ločiti, pa to sprejeti, pa to pomeni, da tudi pri drugih to dopuščaš. Če bi vsi ljudje tako izgledali, mi se pa tako delovali, pa tako čutili, verjetno ne bi bilo nobenih vojn več na tem planetu. Ja, govoril sem. Najlepša hvala. Je mogoče še kdo, ki bi z nami rad podelil njegova spoznanja?